Izkušnjo ocenjujemo kot zelo pozitivno in sicer iz dveh razlogov. Eno je, da je bilo samo prodajo družbe razrešene določene pretekla bremena, ki so družbo bremenila do te mere, da se ni mogla naprej primerno razvijati tako kot bi si za Elan kot zelo inovativno družbo želeli. Po drugi strani pa je bila pozitivna tudi z tega vidika, da po samem prevzemu so, vsaj po mojem prepričanju, lastniki prepoznali, kaj so tiste ključne vrednosti, zaposleni, blagovna znamka in tudi sprožili projekte, ki omogočajo razvoj teh ključnih vrednosti družbe. Spremembo korporativnega upravljanja, se pravi enotirni sistem z priznanimi strokovnjaki, ki niso samo naši nadzorniki, če temu tako rečemo, ampak tudi svetovalci, tudi ljudje, na katere se lahko obrnemo za nasvet, za razvojne projekte. Potem finančno stabilnost in pa predvsem jasno začrtano željo, da se postavi dolgoročna vizija, dolgoročna strategija vseh 4 divizij, kar smo tudi naredili in s tem začrtali eno jasno smer, ki je pomembna tako za zunanje železniške, kot tudi in pa predvsem za zaposlene, da so vsak dan motivirani za neke jasne cilje. Po naših izkušnjah bi rekel, da ne. Na koncu je pomembno, v čem je družba dobra, se pravi, če imaš ti neke ključne kompetence, neke ključne produkte, projekte, v katerih si dober in si jih sposoben na globalni ravni razvijati, potem mislim, da bo vsak razumen lastnik to tudi podprl in to obrnil sebi v prid in verjamem, da je potem to dobro za vse deležnike.